Živijo, spet jaz. Kakor vidite, spet v opisu, gre še za eno predstavitev ene od mojih najljubših pleničk. Tokrat imam za vas Bum Genius 5.0, 5.0, tudi na pritiskači seveda. Gre pa tokrat za žepasto plenico, ni vse v enem, ampak zgleda podobno, zdaj, ko je že napolnjena. Pride v kompletu takole hlačke, plus dva vložka. Oba dva sta iz mikrofibre, en je manjši, za manjšega otroka pravijo, ta pa za večjega ali pa za dodatno vpojnost, lahko se pa tudi regulira. Na tele pritiskačke, ko ima tole. Oba dva sta se pravi iz mikrofibre, se pravi face vpojnost, lahko če jih date skupaj. Čeprav jaz vedno dam rajš en naraven material, pa enega iz mikrofibre, ker mi kolikor hitro popije, tudi hitro spusti, sploh v kakšnem avtu ali pa kjer se otrok dlje časa zadržuje v sedečem položaju. Tako da zaenkrat imam enega tega malega, pa en bambus čist dost. Material 100% poliester zunaj in noter. S tem, da noter je ta stay dry plast, se pravi ostani suh plast, ki vlago pelje stran, ne pušča je na dojenčkovi ritki, tako da mu ni tako hudo. Vložek je pa iz 80% poliestra, pa 20% najlona. Ni sicer raztegljiv, ampak ja. Tako kakor Elemental ima tudi tale krilca raztegljiva, se pravi, se res fajn lepo prilagodijo okoli nogice. Je pa tole po vpojnosti, ne vem, čist po želji. Jaz ga imam za dnevni vložek, se pravi z eno to malo mikrofibro, pa z bambusom jih imam za 2 urci. Se pravi, tule noter pride žep. In sem bomo zdaj dali te vložke, ni neke velike znanosti, tule res ni težko. Jaz si to ponovadi vse vnaprej naredim, semle si prinesem vse tele hlačke, žepke pa vložke in se pol pozabavam, medtem ko se mali igratle okoli mene ali pa še rajš malo, če dobi kakšno pleničko v roke, čisto. Perem jo na 60 stopinj, suši se neverjetno hitro, čez noč je suho, mogoče kakšno urco dlje rabi vložek, ta debelejši še malo dlje, kakor on ta mali, ampak res super rešitev, zelo hitra. Potem, ko so napolnjene, spet mož, tašča, mami, babi, teta, stric, vsi bojo znali s tem previjati, ker nimajo oni nobenega dodatnega dela, če je že napolnjen. Pa tudi, če se jim pokaže, kako se napolne, res ne vem zakaj, bi jih to kakorkoli motil. No, pokazala sem že, kako se napolne, pa pokažem še, kako se da narito. Seveda nam bo spet pomagal naš prijatelj Piki, pa kar poglejmo. Se pravi, zadnji del pleničke, sprednji del pleničke z pritiskači, ne vem, kako se vidi. Ne bo obrniti, enkrat za spremembo naprej. Takole. Tako kot čist klasična plenica za enkratno uporabo, se tudi tale simple, zelo enostavno namesti. Zberemo tam, kjer se nam zdi, da otroka ne tišči, da mu je še vedno udobno, ampak da je dovolj tesno, da ne bo prepuščal. Spet, tako kot pri vsaki pralni plenički, pazimo, da je ta del zavihan navznoter, navzgor, se pravi, tukaj se lahko dotaknem svojih prstov, da je tukaj dovolj prostora za 2 prsta med trebuščkom in pa med plenico, pa seveda, da ni kakšnih lukenj okoli nogic. Seveda pri Pikiju so luknje, ampak pri vašem otročku jih pa ne sme biti, ker tam, kjer so take luknje, tam bo potem tudi voda uhajala. In tako izgleda zadovoljna rita v pralnih pleničkah. Zdaj, če pogledamo še ceno, ki vas verjetno zanima, direkt pri proizvajalcu, se pravi pri Bum Genius, pride tale plenička $22, to je danes 20 €. Medtem ko pri pralnepleničke.si, slovenskim dobavitelj, pride plenička med 22 do 23 €. Odvisno kater vzorček. Enobarvne so 22 €, tiste z vzorčki so 23, se pravi, tale bi bila 23 €, tale bi bila 22 €. Je pa res, da pri naročanju iz Amerike, kjer Bum Genius je nastanjen, vas pride še poštnina, pa carina, tako da
v bistvu odločitev je vaša, no, ampak meni se je računica takrat izšla, da sem rajš naročila pri nas, sploh ker sem naročila malo več in sem bila seveda, tako kot vedno, brez poštnine. To je to. Zdaj, če vam je bil video všeč, dajte stisniti en prst gor. Če imate kakšno vprašanje, dajte napisati v komentar dol. Če pa, ne vem, mislite, da komu prav pride, podelite naprej. Se vidimo kmalu!